Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Poročali smo že, da je dr. Drago Papler v letošnjem letu izdal knjigo, v kateri je izpostavil izjemno vlogo elektrodistribucijskega podjetja Elektro Gorenjska pri naporih za uresničitev osamosvojitve Slovenije pred 25 leti. Elektrika je pravzaprav postala orožje, saj je pomenila pritisk na vojsko kot prvi in učinkoviti ukrep civilne strukture. Če si zdaj zamislim, kako bi bilo danes v tistem času in kako bi izvajali ukrepe proti jugoslovanski armadi, bi bilo verjetno precej lažje, kajti ljudem, monterjem se ne bi bilo potrebno tako močno neposredno izpostavljati, kakor imamo pa naprave urejene danes. Mnogo več je daljinskega upravljanja, daljinskih stikal, tako da bi lahko brez človeške prisotnosti dosegali večje učinke, če mislimo pri tem, kako škodovati agresorju. Papler je knjigo napisal z namenom, da opozori na stisko, ki so jo doživljali elektroenergetiki, ki so dobili zahtevno nalogo, ki so jo morali izvršiti. Odločno so se podali v neznane in nepredvidljive situacije ter izpolnili pričakovanja. Ohranjen je živ spomin neposrednih udeležencev in verodostojen vir tudi za zgodovinarje. Bralcu približa občutenje okoliščin in olajša dojemanje takratnega vzdušja in okoliščin. Vsebina je pomembna tudi za generacije, ki so takrat začele dozorevati, in za vse dojemljive za pravo občutenje in zavedanje domoljubja. Sporočilo širše javnosti je lahko tudi, da je elektrika tudi orožje, da je elektrika lahko tudi raziskava za nadaljnje videnja kot hipoteze, kaj se je dogajalo in kaj se moramo zavedati tudi za bodoče, njen pomen, njeno vlogo v vsakdanjem trenutku, da ne zanemarimo tega žlahtnega energetskega vira. V knjigi so prikazane okoliščine tistega časa. V njej so pričevanja očividcev in udeležencev, ki pripovedujejo o svojih dejanjih, občutkih, tveganjih, stiskah, negotovosti. Knjigo Paplerja odlikujejo osebne zgodbe vpletenih akterjev zaposlenih na Elektru. Jaz sem tej knjigi rekel kar sestavljanka, tako da je sestavljena iz dokumentarnega gradiva, tako da je povsem nevtralna, nima nekih avtorjevih mnenj in tako naprej, in tako da je knjiga, rekel, brez problema, je avtentična, tako kot je bilo, je tudi opisano in zabeleženo. Električna energija pa ni bila kot orožje samo v času osamosvajanja. Elektrika je orožje tudi danes, saj si brez nje življenja ne znamo predstavljati.